Virgis Ček in Anton Gregorčič na predlog stranke Slovenska skupnost in v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij, Slovensko prosveto iz Trsta in Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice. Pred nami je referendum o reformi sodstva, ki bo potekal v nedeljo 22. in ponedeljek 23. marca. Volivci bomo poklicani, da potrdimo ali zavrnemo ustavno reformo sodstva, ki jo je v okviru sedanje italijanske vlade pripravil pravosodni minister Nordio. Sledeče. Kot prvo, ločitev karier med sodniki in javnimi tožilci. Danes sodniki in javni tožilci pripadajo isti sodni veji oblasti in lahko med kariero zamenjajo funkcijo. Reforma uvaja dve ločeni karieri, eno za sodnike in eno za tožilce. Kdor vstopi v eno od teh dveh karier, ne more preiti v drugo. Potem reforma uvaja še dva višja sodna sveta, Consiglio Superiore della Magistratura, CSM. Trenutno obstaja en sam višji sodni svet, CSM za sodnike in CSM za javne tožilce. Vsak bi upravljal kariere imenovanja in premestitve svoje kategorije. Potem reforma uvede še višjih sodnih svetov in sicer z žrebom. Danes so člani Višjega sodnega sveta izvoljeni. Reforma uvaja sistem žrebanja. Člani iz vrst sodstva bi bili žrebani med pripadnike sodnikov oziroma tožilcev, laični člani bi bili izžrebani s seznama profesorjev, pravnikov in odvetnikov, ki ga izbere parlament. Navedeni cilj je zmanjšati vpliv notranjih frakcij v sodstvu. Nato reforma uvaja še eno novo visoko disciplinsko sodišče. Ustanovi bi disciplinskih postopkih proti sodnikom oziroma tožilcem in izrekalo morebitne sankcije. Torej, na kratko, reforma ločitev karier med sodniki in javnimi tožilci, dva ločena višja sodna sveta, žrebanje članov teh višjih sodnih svetov in novo visoko disciplinsko sodišče. Naj povemo še, da reforma ne posega neposredno v trajanje sodnih postopkov in kazensko zakonodajo, temveč samo v institucionalno ureditev sodstva. Nocoj bomo poskušali bolje razumeti razloge za in razloge proti tej reformi, kot napoveduje že sam naslov našega dogodka. Z nami sta nocoj odvetnika Samo Sancin in Andrej Berdon, katera lepo pozdravljam v naši sredi in se jima iskreno zahvaljujem, da sta sprejela naše povabilo. Za jasnost ne povem, da bo odvetnik Sancin predstavljal razloge za, odvetnik Berdon pa razloge proti. Naj na kratko predstavim še glasovnico, ki jo bomo prejeli na volišču. Vsebovala bo eno samo vprašanje, in sicer, ki se glasi: ali odobrite zakonsko besedilo za spremembo naslednjih členov italijanske ustave, člen 87, 10. odstavek, člen 102, 1. odstavek, člen 104, člen 105, člen 106, 3. odstavek, člen 107, 1. odstavek, člen 110. Gre za zakonsko besedilo, ki ga je parlament že odobril in je bilo objavljeno v uradnem listu 30. novembra 2025 z naslovom Določbe na področju pravosodne ureditve in za ustanovitev disciplinskega sodišča. Do tu je v bistvu tekst referenduma. Ne povemo še, da referendum je potrditveni referendum,
zato ni predviden kvorum in v bistvu odločil bo tisti izid, in sicer tista opcija, ki prejme večino glasov, ne glede na volilno udeležbo. Torej, pridemo k stvari. Odvetnik Sancin, bi začel z vami. Ali menite, da bo ostra ločitev karier sodnikov in tožilcev povečala nepristranskost ter jasnost vlog v sodnem sistemu? Tukaj bi morali začeti od začetka z eno predpostavko. Ločitev karier med sodniki, to pomeni med javnimi tožilci in sodniki, ki sodijo, je po mojem mnenju primaren cilj tega referenduma, zaradi tega, ker če imamo v Evropi 22 na 7, imamo v 22 državah ločene kariere, samo v 4 nimamo ločenih karier, kot v Italiji, in so Grčija, Belgija, Francija in Španija. Bojen razlog. Bojen razlog, če smo pri tem in če gremo potem iskati druge države, kjer tudi te ločitve ni, lahko gremo iskati Rusijo, Kitajsko, Iran in Severno Korejo, recimo. To je po mojem naraven proces, ki se je začel s tem Codice Vasalli leta 1989, ko smo prišli iz enega kazenskega postopka, ki je izhajal še iz fašističnega časa, to je Codice Rocco z leta 1939, in potem ni uresničil še do konca to ločevanje karier, in ta je tisti zadnji korak, ki ga bi morali mi danes napraviti z referendumom, zato da uresničimo. Zaradi tega je ta referendum važen, je važno, da se ga udeležimo. Če tudi, lahko rečemo, za vas, ki ste tukaj prisotni, verjetno ne bo menjalo nič, na srečo, ker ne boste vpleteni v kazenske procese. Tudi za Melonijevo ne bo menjalo, če ne bo šlo skozi proti. Ma tudi za Šlajnovo ne bo menjalo, če ne bo šlo proti za Šlajnovo in za Melonijevo. Ker Meloni je že rekla, če ne bo šlo, pač sigurno ne bo padla vlada. PD bo rekel, se nismo dobro razumeli, nismo dobro uspeli sporočiti tega signala, kaj to pomeni. Tako da se lahko vprašujemo, zakaj gremo voliti? Zakaj moramo iti voliti ta konec tedna? Moramo iti voliti zaradi 2 razlogov. In sicer prvi, ker je referendum primarni demokratični inštitut, ki ga imamo na Zahodu, da lahko neposredno državljani direktno vplivamo na zakonodaji, in na to moramo biti ponosni. Če tudi danes je Zahod, ki pada in imamo pač določene težave, imamo pa te karakteristike in teh se moramo držati. In drugič, tudi če za enega samega državljana se lahko kaj spremeni, je pravilno, da gremo zaradi tega, ker če ne bi lahko doživel eno krivico. Če tudi pol jaz govorim z enem samim državljanom, pa potem bo lahko govora o percentualah oziroma o primerih, ki pride do krivičnega sodstva, ki jih ni prav tako malo, to so statistike, in zaradi tega je pravilno, da gremo na referendum in da volimo in da po mojem mnenju volimo za. Hvala. Odvetnik Bardon, vas skrbi, da bi popolna ločitev karier mogoče oslabila enotnost sodniškega poklica in otežila sodelovanje med sodniki in tožilci? Ja, verjetno je dobro, da napravimo en majhen zgodovinski okvir, da razumemo bolje stanje. Italijanska ustava je stopila v veljavo leta 1948, 1. januarja.
in je nadomestila prejšnji Albertinski statut in prejšnji režim in je uvedla pač klasično liberalno demokratično ureditev, po kateri oblast v državi sloni na 3 postavkah: izvršilni, zakonodajni in sodni oblasti. V času Prve republike je italijanska ustava bila deležna zelo majhnih sprememb, skoraj neznatnih sprememb. Namreč Italija je spadala v blok zahodni, svet je bil razdeljen na 2 bloka in v tem bloku se je ustavno sidrišče je ostalo nedotaknjeno. Ko pade Prva republika leta 1989, tisti, ki ste tukaj, mislim, marsikdo je to doživel, se začne od takrat, bi rekel, konstantno in tudi vehementno spreminjanje ustave, kakršnega prej ni bilo od leta 1948 do leta 1989. Zakaj to? Ker zavlada v italijanski družbi nek nemir, ki je že prej vladal, prej smo imeli terorizem, smo imeli velike nemire, kot vemo, ampak ga je nekako institucionalna situacija v Italiji držala nekako pod kontrolo. Po letu 90 se ta nemir razraste in pride do izraza in se sprosti tudi v raznih spremembah ustave. Kaj kažejo te spremembe ustave? Kažejo na neko emocionalno, čustveno doživljanje politike, pravnih argumentov in nasploh antropologije, če hočete. V času čistih rok so prve spremembe ustave, ki določajo možnost procesiranja ministrov, parlamentarcev. Potem imamo nasprotno reakcijo, ker italijanski narod, ki je po mojem genijalen narod, ima en poseben čustveni notranji nemir, ki se izraža tudi v teh stvareh. Pridemo do leta 1999, ko se uvede princip pravilnega procesa, giusto processo, ki je reakcija na prejšnje spremembe ustave. Potem že spet emotivna reakcija na ligo. Severna liga se zavzema za razdelitev Italije. Zato se spremeni 5. odstavek ustave, razmerje med državo in deželnimi in lokalnimi avtonomijami, kot veste. Potem imamo že spet emocionalni zasuk in se uvede okrožja za volitve, v katerih lahko nastopajo italijanski državljani v tujini in imajo zajamčeno zastopstvo v parlamentu in tako naprej. Zdaj, jaz uvrščam tole spremembo ustavo, ki jo je sprejela vlada pred kratkim, ne da bi šla skozi parlament, v ta proces čustvene preobrazbe in emocionalne preobrazbe italijanske družbe. V ozadju vseh teh sprememb, ki sem jih navedel, je še ena velika konstanta, še ena velika rdeča nit. Sprememba parlamentarnega ustroja v Italiji, ustava je, ki je bila sprejeta leta 1948 kot reakcija na fašizem, je temeljila na koncentraciji moči v parlamentu. Kot veste, se je ta ustroj skušal spremeniti z reformo, ki jo je najprej uvedel Berlusconi, potem D'Alema in Renzi pred nekaj leti. V ozadju pa je vedno tudi problem sodstva. Zakaj to? Ker sodstvo je, kot sem rekel, ob parlamentu in vladi tretja os, na kateri sloni italijanska demokracija. In ta os se prepoznava v višjem sodnem svetu, ki se mu v Italiji reče Consiglio Superiore della Magistratura. Sedanja večina je imela 3 osnovne cilje. Oprostite, če povem v italijanščini. Avtonomija diferencijata, se pravi večjo avtonomijo v krajevnih telesih, ki je šla slabo, to je zagovarjala Liga. Premierato, ki zagovarja stranka Fratelli d'Italia, in reforma sodstva, ki je zagovarjala bivša Forza Italija, Berlusconijeva stranka. V tem kontekstu je sprememba višjega sodnega sveta
postala nekako, jo je osvojila cela večina, desnosredinska večina in je postala neka politična bitka, ki pa je po mojem zelo nevarna, ukolikor ošibi tisto tretjo os, ki je v italijanski družbi tako pomembna in to je avtonomno sodstvo, ki se samo upravlja s svojimi mehanizmi, kako so jih določili leta 1948. In ta ošibitev je po mojem mnenju nevarna, predvsem za Italijo. Da imajo druge države že uvedeno ta sistem, to je res, ampak to ni nujno, da je za italijanski sistem dobro. Po mojem mnenju to ne bi bilo dobro in po mojem to je ošibitev sodstva, ki je za italijansko družbo nevarna. Hvala. Sicer eden razlogov te reforme je v bistvu je to, da sedaj v bistvu sodniki na kakšen način ta višji sodni svet mislim, se bere, da je pod vplivom raznih interesnih skupin znotraj sodnega sveta, ki so vezane na te tako zvane korenti, tokove, ki potem odločajo o karierah raznih sodnikov in to. Zaradi tega v bistvu ta reforma na nek način bi ustanovila, kot ste rekel, že te dva ločena sodna sveta in žrebanje članov teh sodnih svetov. Po vašem mnenju, odvetnik Sancin, žreb članov višjih sodnih svetov, je to najboljši način za zmanjšanje vpliva teh sodniških tako zvanih tokov, korenti in notranjih frakcij? Ni toliko en problem. Logično, da žreb pripomore, moramo skušati razumeti, pri čem smo. Ne? Kaj so te struje, le korenti? Ne? Tako kot imamo vsi svobodni državljani lahko politične ideje in se združujemo zaradi političnih idej, isto se lahko dogaja tudi s skupino sodnikov. Zakaj ne? Imajo tudi oni politične ideje, so lahko centristi, so lahko desničari, so lahko levičari in tako dalje. Če pogledamo prav, kako so sestavljene te struje danes kot danes, smo imeli nekoč precej porazdeljene sodnike, ne? Na 3 bloke, recimo center, levi in desni. Ne? Center je predstavljala struja Unità per la Costituzione in ta je propadla. Tako da danes se delimo še na desni in levi blok. Recimo, da desni blok se imenuje Magistratura Indipendente, levi blok ima pa 2 struji, ena se imenuje Area in druga je Magistratura Democratica. Magistratura Democratica je tisto, o kateri se sliši največ, ker se tudi veliko piše po časniku. Relativno večino ima Magistratura Democratica, absolutno večino skupaj z Areo pa jo imajo Zmirioni, to pomeni, da pride na levi blok, zaradi tega, ker skupaj so čez polovico. Kaj to pomeni? Se slišali verjetno za ta primer Palamara, ne, ko so pač kaj se je zgodilo s primerom Palamara, zdaj vam bom ponavljal, ki je precej dolga štorija, vsekakor poznate, kaj se je zgodilo. In tam so v bistvu, je bilo 700 sodnikov vpletenih, ne, v to afero Palamara. Ko je prišla na dan, so jih neki obsodili, ampak veliko večino teh sodnikov ni imelo nobenih posledic, če se naprej delujejo, kot so delovali prej in tako dalje. Tako da ni res, kot pravijo, mi smo počistili s našo preteklostjo in tako dalje. Ne? Ni tako. Zdaj, na podlagi kako je danes sestavljen CSM? Ima 15 članov, ta Consiglio Superiore della Magistratura. 2/3 ima sodnikov, 1/3 je laičnih odvetnikov in 1/3 imenuje parlament. 1/3 pa 3 parlament, 3 pa predsednik republike. CSM je odgovoren za zaposlovanje, dodelitve, premestitve, napredovanje in disciplinske ukrepe.
Tisto, kar se zdaj predlaga, je, da bi šli naprej z žrebom. Žreb je po mojem, kritika žrebov kakšna je, da ne veš, kdo lahko pride izvoljen, da lahko to neizkušen in tako dalje in tako dalje. To vse drži, ampak žreb nam daje garancijo, da se ne vnaprej pripravi in se pač določa, kdo bi lahko bil izvoljen oziroma koga se postavi na določena mesta. Žreb je po mojem mnenju, saj veste vsi, da je to ena najbolj antična formula imenovanja, ki jo poznamo že iz stare Grčije, o njej piše Herodot. In žreb, obratno tega, kar se piše danes, ko beremo za kritike, ne podreja sodstvo politiki, temveč nas osvobaja od vpliva frakcij. Ker z žrebom frakcije oziroma struje ne bojo imele več možnosti, da bojo pogojevale imenovanja sodnikov v svete. V dva sodna sveta, v dva ČSM, zdaj po reformi bi mogli imeti dva ČSM, eno za tožilstvo, druge za ti giudici giudicanti, oziroma za tretji svet, to je višji disciplinski svet, ki naj bi imel samo nalogo, da sodi sodnikom, ko pride pač do te potrebe. V bistvu bi imeli dva višja sodna sveta, dva ČSM in še en tretji organ, v bistvu bi dodali dva, iz današnjega enega bi pasali na 3. In vsi trije bi se imenovali z žrebom. Žreb pa bi ne bil kar tako, bi rekli, je predvideno prav po zakonu, da lahko kandidirajo samo določeni izkušeni sodniki. Naj vam še povem, da kar se tiče števila sodnikov, ki so vpisane v te korenti, s kakšno manjšino so prevladovale te korenti, ker sodnikov imamo, oziroma med sodniki in javnih tožilcih imamo približno 10.500. 2.500 je javnih tožilcev, 8.000 je sodnikov, ki sodijo. V te struje je pa vpisanih med 2 in 2.500 sodnikov. To pomeni, da velika večina se niti ne udeležuje tistega tipa življenja. Zato se lahko predstavljate, koliko so lahko pogojevale struje z majhnim številom sodnikov za veliko večino tega, kar se je odločilo. Hvala. Odvetnik Berdon, vas skrbi, da ta način žrebanja teh članov teh višjega sodnega sveta bi zmanjšal mogoče legitimnost in strokovno odgovornost članov teh sodnih svetov. Nekateri očitki nasprotnikov reforme so tudi te, da ni jasno, kako bo sestavljen seznam, iz katerega bojo tej sodniki potem tej laični komponente teh sodnih svetov izvoljeni. V tem se nekako te nasprotne opcije sedaj tudi soočajo, tudi glede tega. Jaz sem se pripravil na podlagi, po mojem, najboljšega novinarja v Italiji, ki je Marco Travaglio. In s tem se morda kakšen ne bo strinjal. V njegovi knjigi, ki je tle na mizi, on pravi, da je večina na desno-sredinski strani, se pravi, da večina sodnikov in javnih tožilcev, ki jih je približno 10.000, da je, to nima niti toliko pomena, in so združeni v nekem društvu, ki se imenuje Associazione Nazionale Magistrati, ki je eno navadno društvo, kakor je društvo Gregorčič. In so razdeljeni seveda po strujah. To je vse res. Zdaj, potem višji sodni svet ima 30 članov, oprosti, jaz sem tako razumel, da ima 30 članov. Število članov ni zapisano v ustavi. V ustavi se zapiše samo proporc med člani, ki so togati in laiči, recimo tako. Se pravi, 2/3 naj bi bili sodniki in 1/3 profesori in odvetniki, če vzamemo na grobo. Zdaj, ta zadeva del sorteggio oziroma žreb
je po mojem zelo problematična. Torej, naj povem še eno stvar, tako, da pri tej zadevi o reformi sodstva ne smemo razmišljati po politično-strankarskih kategorijah, ker v zadnjih 20 letih se je zgodilo, da so določene stranke zagovarjale eno trditev, opcijo in zdaj zagovarjajo drugo in obratno. Ne? Tako da torej ne moramo gledati. Ja. Travaglio je govoril, ima tudi La Russa, ima tudi Meloni, ima tudi vsi skupaj. Ne? Zdaj zato pri razmišljanju o teh problemih je treba upoštevati, ko bi rekel, neko lastno individualno presojo. Evo. Zakaj je problematičen žreb? Ker ti imaš zdaj dva višja sodna sveta, rekvirente in judikante, za katerega ne vemo, koliko ljudi bo štev. Recimo, da bo štev 30, ne? Se pravi, imel 30 plus 30 in potem imaš še tretji organ, ki je visoki dvor, l'alta corte, dajmo tako prevesti, ki bo imel disciplinsko funkcijo, ne? In ki bo recimo do drugih 30, ne vemo niti tega. Zdaj, člani sodstva, naj bodo sodniki, naj bodo javni tožilci, so različni. Niso vsi enaki, kakor odvetniki niso vsi enaki, prav tako niso sodniki vsi enaki. Nekateri so bolj nagnjeni k temu, da zastopajo interese, kategorije, da se podlegujejo za vodstvene funkcije v sindikalnih organizacijah in tako naprej, drugi ne. Zakaj se potem magistratura odloča, da je do sedaj izvolila določene ljudi v predstavniške organe? Zato, ker so bili ti ljudje primerni za tiste položaje. Odvetniška zbornica, inženirji, geometri in vsi skupaj, mi ne izberemo svojih organov per sorteggio. Mi jih izvolimo, ne? Ker bi bilo nepredstavljivo, da bi imeli mi nekoga, ki tako pade noter skoraj slučajno. Pred nekaj dnevi je javni tožilec tržaški Federico Frezza, ki ga vsi poznamo, je rekel, on ima naša leta, torej ni rojen včeraj, jaz se ne čutim, da bi prišel tja, ker bi me šorteđirali v Rim zagovarjati. Jaz nisem za to primeren, ne? To je en problem. To se pravi, je res, da je sistem nekoliko degeneriral, ukolikor so se te struje dogovorile med sabo za poslati določene ljudi. Ampak odgovor ne more biti sorteggio. To je en problem. Drugi problem je ta, da ostala komponenta, ki jo imenuje parlament v 6 mesecih od volitev in ki jo sestavljajo odvetniki in profesorji, ni izbrana med vsemi profesorji prava v Italiji in ni izbrana med vsemi odvetniki v Italiji. Recimo, koliko bi bilo profesorjev prava v Italiji? Če v Trstih je 30, ne vem, bi lahko imeli 5000 ljudi, in odvetnikov bi izbrali, recimo tisti, ki imajo več kot 40 let, ni tega. Tam bo parlament, se pravi politika, se pravi vlada, se pravi večina, ki bo tam upravljala parlament, določila en seznam, za katerega ne vemo, koliko ljudi bo obsegal, in znotraj tistega seznama se bo potem imenovala komponente laika v višje sodne svete, rekvirente in judikante in tudi v alta corte. Ne? In tle boste imeli na eni strani ene izžrebane, to slučajno, ki so padli noter, kar tako, kugarne muhe v med, sodnike in javne tožilce, ki bodo prišli tja. Potem se ne ve, če bodo lahko odklonili, če ne bodo odklonili. In če odkloniš, kaj narediš? Morajo imenovati drugega. To se bo določeno z navadnim zakonom. In na drugi strani boste imeli eno zelo jasno profilirano in jasno izobraženo in usmerjeno in doktrinirano, ker bodo izbrani po političnem ključu, komponento laikov, se pravi odvetnikov in profesorjev, ki bodo pod nadzorstvom parlamenta, politike. Razumete, zato ne gre prav ta sistem.
Ker če bi naredili, kot je rekel Travaglio, sorteggio generalizzato, ali kot je rekel Calamandrei še v času, to so potem kotiček nostalgije, Calamandrei je rekel, naj naredijo CSM samo iz sodnikov, brez udora politike. Če bi naredili sorteggio za vse, za celoten spektr, za celoten organizem, bi bila ena stvar, ma ne samo za sodstvo in za one druge, pa i določi politika. V tem primeru bo imela politika velikansko moč, veliko moč v organizmu. To je glavni pomislek glede tega, ne? Potem seveda zdaj boš samo repliciral. Se ne strinjam. Torej, gledajte, v reformi je predvideno 2 CSM, ok. Obema predseduje predsednik republike. Najvišja funkcija, ki imajo v Italiji, sigurno super partes, ker je predsednik republike, današnji Mattarella v tem primeru. Potem, člana vsakega od teh 2 CSM sta de jure avtomatično noter predsednik kasacijskega sodišča in glavni javni tožilec kasacijskega prokuratore generale. Drugi 2 funkciji na maksimalnem nivoju. Tu imamo že 3, ki so super, ne moramo reči, da niso super partes, so na najvišjem nivoju mogoče, kar jih imamo v državi. Potem imamo 1/3 laikov, tisti, o katerih je govoril Andrej, iz seznama juristov, ki ga pripravi parlament in tako dalje. In potem imamo 2/3 sodnikov z žrebom. To pomeni, da takozvani laiki ne predstavijo niti 1/3, ker imamo teoretično tisto tretjino, plus 2/3 sodnikov, plus predsednika republike, plus prokuratore generale, plus capo od kasacione. To pomeni, da imamo eno absolutno manjšino, ki predstavlja v CSM takozvane laike, ki so vsekakor juristi, ma ni da je katerikoli profesor od Tržaške univerze, ki je aiuto dell'aiuto del diritto privato napravil. So giuristi, tukaj mora še zakon priti ven, di comprovata esperienza. To sigurno se bo šlo na univerzitetne profesorje, primari na univerzah, ki jih imamo kar nekaj, ker veste, koliko univerz je v Italiji. Tako da v resnici vloga teh laikov je izredno majhna, številčno v percentuali je izredno majhna. In ne moramo reči zaradi tega, da je podvrženo sodstvo kontrolu politike, ker jih je res malo. Samo to. Hvala. Oba sta omenila zdaj tudi ta tretji organ, oziroma dva višja sodna sveta in ta visoko disciplinsko sodišče ali dvor, kako se ga ti imenoval. Menite, da bi prenos teh disciplinskih pristojnosti iz CSM-a, ki jih ima zdaj, na to novo visoko disciplinsko sodišče lahko oslabil notranje ravnotežje sodnega sistema? Pri tem visokem dvoru so naredili takšen škandal, da Bog pomagaj. Namreč, po eni strani ohranimo ta 2 CSM, ki nimata več disciplinske funkcije, ker disciplinska funkcija, se pravi la giurisdizione disciplinare, se prenese na ta nov organizem, ki se imenuje Alta Corte di Giustizia. In ta Alta Corte ima 15 sodnikov, 3 jih imenuje predsednik republike, lahko preberem in italijanščini, tra professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di esercizio, 3 sono stati assorti da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, in 6 magistrati giudicanti in 3 requirenti vedno estratti a sorte. Sto razliko, da v tem primeru ti magistrati, ki so estati a sorte, so tisti, che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità. Se pravi, so samo sodniki, ki so se ukvarjali ali so člani kasacijskega sodišča. In to je še en vulnus. Zakaj? Zato, ker v tem sistemu bomo prišli do hierarhizacije disciplinskega organizma, v katerem ne bo več sodnikov, ki so giudici di merito ali di corte d'appello, ampak bodo samo kasacijski sodniki, ki so v kasaciji.
Kar ni prav, ker to spominja na tisti sistem, ki je bil pred ustavo, po katerem je bila italijansko sodstvo razdeljeno in je bila ena njegovih glavnih slabih lastnosti razdelitev po hierarhični lestvici. Zdaj mi nimamo, ustava ni razdelila sodnike po hierarhični lestvici, ampak je določila. Se opravičujem, ne bom našel. I magistrati, člen 107, si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, ne per gerarchia. To je en problem. Drugi problem je, da ta sklep, disciplinski sklep tega disciplinskega dvora ali pa višjega dvora, ga ni mogoče osporavati. Se pravi, da sodnik, ki pride v disciplinski postopek pred tem organizmom, ne more iti, kakor je do zdaj, kolikor bi osporaval in bi zahteval revizijo sklepa, ki je lahko tudi hud, lahko ga tudi vrže službe, ne more iti, kakor lahko do zdaj, na kasacijsko sodišče, ki sklepa a sezioni unite, ampak lahko gre samo kam na isti organizem, ki mu je komaj presojal, in to je že spet ena šlamparija, ker ti ne moreš nekomu presojati in potem tudi v drugi stopni, v prizivni stopni znova presojati ta primer. V tem primeru bi ga morali presojati ponovno komponenti, ki niso bili člani z prvega dvora, se pravi drugih 15. Tretja zares čudna stvar je ta, da reformatorji so pustili v veljavi pravilo, samo da dobim, se opravičujem. Člena 107, ja. Člen 107 kaj pravi? Se pravi, disciplinska materija ni več v posameznih višjih sodnih svetih e la magistratura requirente in giudicante, ma preide na alta corte di giustizia, prav alta corte disciplinare. Kakšne disciplinske ukrepe lahko sprejema? V členu 7 so pustili to besedilo, po katerem non possono essere i magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio Superiore della Magistratura. Se pravi, za te primere ne bo imela pristojnosti ali nima pristojnosti alta corte. Se pravi, dispensa del servizio, sospensione del servizio, destinazione ad altre sedi, bodo še vedno presojali CSM v novi obliki, lahko sprejemala alta corte. To se je zgodilo zato, ker so napisali reformo na hitro, ker je niso predebatirali v parlamentu, ker vlada ni hotela, da pride do diskusije v parlamentu, jo je sprejela na juriš in zdaj jo potem postavlja na referendum. Ampak to je tudi ena stvar, ki ne vem, kako se bo s tem rešilo. Morda veš ti samo. Tam je problem uskladitve, tisto se strinjam, tisto se že govori, bomo videli, kaj in kako bojo uskladili. Ne? Tisto se pa ne strinjam, ker praviš, ja, ki so v tej alta corte so kasacionisti giudici di legittimità, tako zvani, nemeritorni in tako dalje. Ok, ma vzemimo poštev, da tisti, ki so kasacionisti, danes sodniki, to so top sodniki. Verjemite mi, zato da prideš do kasacijskega sodišča. Veste, koliko sodnikov imamo v Italiji? Imamo giudicanti, imamo 8000 in pomislite, koliko jih sestavlja kasacione. Ja, tudi enega. Hoče reči, nivo je neverjetno visok. In potem, ti sodniki tukaj, ki
ok, danes so di legitimità, kot se temu reče, ki so na kasaciji. Ma kaj mislite, da so deli 20-25 let prej? So bili spodaj, so deli meritorno, to imajo eno izkušnjo za sabo in so ta boljši od ta boljših za to, da pridejo tja. Ker tukaj je res meritornost za to, da prideš tja. Zato, ker se izkaže s tistimi sodbami, ki si jih napisal, s komentarji na sodbe, s tem, da odpreš eno novo vejo, eno nov pravni red, eno novo jurisprudenco in tako dalje. Jaz bi bil izredno vesel, da bi me sodili tej in ne oni, ki so v meritorni stopni bolj nizko, z manjšo izkušnjo. Absolutno, bi takoj podpisal, da me sodijo rajši tej. Je res tudi, kar pravi Andrej, da je inappellabile. Alta Corte di Giustizia odloči in tam se zaključi. Ni ene višje stopnje. Ma kakšna bi bila lahko ta višja stopnja, se vprašujem. Kasacija, okej. Sodnike z drugimi sodniki. Ta je na je samo grado di giurisdizione, ma je specifično za to. Ja, okej. Ja. Ni edini, so tudi drugi. Però je tako, če ne bi mogli ustvariti še eno novo hierarhijo v drugih 3 stopnjah, ki enostavno ni mogoče. Hvala. Torej, mislimo, da smo že precej izčrpali tako argumentacije, tudi precej živahno, zanimivo. Zdaj ne vem, če kakšen z publike, ki bi rad kaj vprašal, če ne bom še jaz, ker sem... Zdaj... Ne, gledaj, samo eno stvar, ker ko se v Italiji običajno govori o spremembi ustave, je vedno nekje, se dviga neke alarmizmi, da Buhari menjati ustavo eno in drugo. V tej distanciji vi mislite, da recimo ta sprememba teh 7 členov ustave je nujna tudi za posodabljanje malo strukture našega sodstva in prilagajanje recimo današnjim potrebam tudi, ki jih imamo. Kot sem rekel prej, je stvar sistema. Je en sistem, ki mi ga ne poznamo, zato kot smo rekli prej, je velika večina, absolutna večina, 22 na 27 držav, ima ločene karijere in če hočeš imeti ločene karijere, moraš tiste člene ustave spremeniti. To je zelo enostavno, ne vidim drugega razloga. In ne vidim nič negativnega v tem, zaradi tega, ker gremo v tisto smer. Če gremo prav v en primer malo žargonsko nogometni, vzemite na nogometno tekmo, če tudi mene dosti ne zanima. Imaš 2 ekipi in enega sodnika. In v tem našem primeru je čisto isto. Imaš enega sodnika in imaš obrambo. Da bi bil sodnik prijatelj z eno od dveh ekip, da bi se s tisto združil, da bi pripadali istemu redu, ki bi isti red lahko sodil obema, ne verjamem. In to je čisto enostavno, čisto banalno, čisto naivno, tukaj se nahajamo na isti situaciji. Ta je razlog te reforme, nič drugega. Govorimo o nogometu, to je zelo prijeten argument. Zdaj ta sodnik Scarpinati, ki ga vsi poznamo, on je rekel, da če bi leta 82 Berzot ne mogel sam izbrati svojega tistega reprezentantov, da bi jih izbral a sorte, da bi jih izbrali a sorte med vsemi nogometaši B lige in C lige, da ne bi Italija nikoli zmagala. Damjan, veš, se lahko tudi malo posmejemo, ne? Ja, bemba, suma, sej se smejemo, ne? Zdaj, ne, samo to sem, in potem problem je, da tudi ta enfatiziranje tega problema, da se sodnik in javni tožilec poznajo, da grejo skupaj na kavo, da grejo skupaj na feštine. Glejte, jaz mislim,
da bi bilo dosti boljše za italijansko sodstvo, da bi se ločili, ker zdaj bodo šli po končanju univerzi, vsak na svojo školo superior di magistratura, vsak bo imel svoj izpit, se ne bodo več. Jaz mislim, da je boljše za enega sodnika in za enega javnega tožilca, da dela bodi si v svoji karieri, bodi si eno funkcijo in drugo funkcijo, ker je bolj se izobraži na širši način, ker razume več o kazenskem procesu in torej jaz ne vidim tega problema. Jaz ne vidim tega problema, da bi zdaj sodniki in javni tožilci se morali fokusirati in koncentrirati vsak na svoj sektor in se popolnoma odtujiti drugega. Kakšna bo publika kuža, kakšen bo publiko ministerov, če bo zaprt v svojem organizmu, autoreferencijale, to me skrbi. Še eno reč, ki ni bilo govora, ker ni bilo povezano na vprašanja. Dejstvo, da lahko sodniki oziroma javni tožilci oziroma sodniki na splošno preidejo z ene funkcije na drugo. Še o tem nismo rekli. To pomeni, da eden, ki je delal javnega tožilca, lahko se odloči, da jutri postane sodnik. To je ena stvar izredno negativna. Izredno negativna, zakaj? Številčno. Številčno to pomeni, se govori o eni statistiki, ki pravi med 0,5 in 1% preide iz pozicije javnega tožilstva na sojenje. Če je 10.000, oziroma če je 2.000 javnih tožilcev, 2.500 napravite račun. Jih je vsekakor nekaj na leto. Tukaj tisti, ki so zagovorniki za proti, trdijo, ta je un falso problema, mu pravijo zaradi tega, ker ta separazione delle carriere oziroma ta prehod že ne obstaja več, zaradi tega, ker Cartabia, ki je pač pred leti nastopila v veljavo, omeji možnost, da samo enkrat preideš iz publiko ministero javnega tožilca na sodstvo, da sodiš, in vsekakor v roku 10 let. Z reformo tega ne bo več mogoče, zato bomo imeli pač dve ločeni struji javnih tožilcev in sodnikov. Jaz se spomnim, smo bili, to je bilo že veliko let nazaj, Damjan se spomne, ker so bila skupaj tudi na tistem procesu, ne bom imenoval procesa, ker se poveže lahko na javnega tožilca, ne bi bilo prav, ker je vsekakor ena poštena oseba, maksimalni respekt do njega. Smo skupaj sledili en velik proces v naših krajih, ne bom povedal, ki je bil res težak, dolg, stal ogromno. Smo šli skozi tri stopnje, smo prišli do kasacijskega. In veste na koncu, kaj se je zgodilo? Nula. Ni bilo absolutno nič. So bili vsi obtoženci in ni bil eden, jih je bilo 10 ali 12, vsi oproščeni, ker ni bilo niti minimalnega suma, takrat je še obstajala assoluzione per insufficienza di prove, ki je bila ena stopnja, recimo tako, da nisi prav gotov, te ne moremo obsoditi, s tisto formulo non proprio assolutoria, se je reklo, in smo šli skozi tri stopnje. In ta proces je trajal, mislim, enih 8-9 let. Evo. Zdaj, en javni tožilec, ki živi v eni taki formi mentis, ki se formira s tisto šolo, ki ima tisti nagon, ker štarta, češ da so vsi, da ni nobeden nedolžen in da vsekakor potem takem pošilja naprej te procese, zato to, kar pravijo javni tožilci je, ma io non condanno, io chiedo, poi condanna qualcun altro, segue un processo. Samo tukaj kakšen je problem? Problem je, da pridemo na sojenje, tudi v takih primerih, kjer je že skoraj samo po sebi umevno na začetku, da v bistvu ni niti tistega minimalnega suma, da so dokazi tako grozno redki, da to so procesi, ki bi ne smeli sploh štartati. Bi jih mogel sodnik, giudice per le indagini preliminari, ustaviti in reči, to se arhivira in to ne gre naprej. To je tudi razlog, zakaj zahtevamo to ločene karijere. Zaradi tega, ker ne moreš ti javni tožilec danes biti pod kontrolo enega džip in potem spadaš v isti CSM,
ki lahko tudi strokovno ocenjuje, koliko je priden eden, koliko je priden drugi. Ne stoji skupaj ta reč. Evo, če se vrnemo na tisti proces. Jaz sem se že takrat vpraševal, ker kaj se je zgodilo? Tisti javni tožilec, ki je pošiljal naprej to reč, in smo šli naprej čez 3 stopnje, 10 let in nastajajo milijone, ker je stal milijone ta proces, smo si ga dobili kar naenkrat, po 8 ali 9 letih, da je šel na uno stran in je postal celo predsednik enega sodišča in kot predsednik sodišča je sedel v kolegiju kazenskem, ki je sodil za hude prekrške. Ma s kakšno formo mentis se bo ta udeležil enega kolegija, potem, ki je celo življenje imel eno določeno formo, da so vsi vsekakor, da nobeden ni nedolžen, da so vsi krivi. In to se mi je zdelo malo čudno, zdaj, ker sem rekel, hudiča, zdaj imamo ta kazenski proces, težak. Dokazi niso, se bodo mogli formirati v procesu in tako dalje. In si dobim njega, ki mi predseduje, ki vsekakor je bil zelo hud, kar se tiče tudi potem zahtevkov po obsodbah in tako dalje. To ne gre, to ni mogoče, to ne more biti. Recimo, da ta zgodba, ki je zanimiva, pomeni, da na koncu sodniki so odločili v drugačnem smislu, kot je zahteval javni tožilec. Ja, posledica v redu, hočem reči, da sodniki so odločili samostojno, javni tožilec je odločil samostojno, če bi oprostili in bi naredil, to pomeni, da imamo neke organe, ki so avtonomni, zdaj in ta javni tožilec, ki potem je prišel postal sodnik. Če ne bi postal sodnik in bi ostal javni tožilec, bi še naprej bil tam. Hočem reči, jaz mislim, da ne moramo zdaj a priori obsojati in postavljati na zatožno klop tožilstvo kot tako in sodstvo kot tako, zato ker nekateri so, vsi vemo kako, vsi smo doživeli te procese, nekateri so preostri, nekateri so manj ostri, so taki in drugačni. In vsakdanja praksa nam kaže, da sodniki, tudi statistike nam kažejo, da 50% zahtevkov javnih tožilcev sodniki zavržejo. V redu, ma tudi na prizivnem sodišču trpi in ma tudi na kasacijskem sodišču. Ma kaj je pole? Seveda. In po 20 letih kaj naredimo s tistega javnega tožilca? Ga vržemo se službe, mu prepolovimo plačo, mu damo po nagi riti, ne vem. Razumeš? Zdaj, ločimo karijere in potem kakšni bodo javni tožilci? Bodo bolj mili, bodo bolj dobri, bodo bolj blagi? Jaz ne verjamem. Ja. In grejo na roko tožilcem, če... V redu, zdaj vidimo, da se že publika še zagrela, ker imamo več pravnikov tudi javnih delcev in tako dalje. Če hoče kakšno vprašanje z publike ali kakšno intervencijo z publike, kar koražno na dan. Hvala za besedo. Zelo na kratko. Torej, zadeva je taka. Višji sodni svet ni predstavniški organ sodnikov. To mora biti jasno. Se Državno združenje sodnikov, ki pogojuje volitve samih sodnikov v višji sodni svet, je zasebno združenje. Ena zasebna organizacija, ki pogojuje potem dejavnost tega višjega sodnega sveta, ki ni predstavniški organ, temveč visoko administrativni organ, ustavni organ, mora pač odločiti, kateri sodnik, glede na svoje sposobnosti, glede na svoje delo, je primer za tisto delo, kateri lahko napreduje v karieri in tako naprej. Dogaja pa se obratno, da odločitve, ki večkrat sprejemajo v višjem sodnem svetu, so pogojene od tega, kar pravi vse Državno združenje sodnikov, ki reče enega meni, enega tebe, enega sem, enega tem. Ne po sposobnostih, pač pa recimo tako po strankarsko-ideoloških prepričanjih, ki so
v višjem, ki so v vsedržavnem svetu in to je, vsedržavnem združenju sodnikov in to je zelo slabo. To je zelo slabo in zelo negativno in tudi nevarno. Da nimam primer, vi veste, vsi, kdo je bil Giovanni Falcone, ne, kaj svoj boj proti mafiji. On je vprašal in je imel pogoje, če ne on, kdo drugi, da bi ga imenovali kot javnega tožilca, protimafijskega tožilca v Palermu. Višji sodni svet rekel ne. Kdo drugi, če ne on? Kdo drugi? On je rekel, ustvarimo vsedržavno urad proti mafiji. So mu rekli ne. Ko je naredil prošnjo, da bi vstopil v višji sodni svet, so mu rekli ne. Razumete, da to ne gre. Potem še številke. Preko 90% tistih, ki so bili vpleteni v preiskovalne postopke, se zaključi preiskovalni postopek, potem mora sodnik za preliminarne preiskave odločiti, ali se zadeva nadaljuje na sodstvu ali se arhivira. Dobro, preko 90% teh primerov gre končat na sodstvo, se sodi. To pomeni, da človek, obtožnec, ima najmanj 3 leta kalvarija, visoki sodni stroški, verjetno javno blatenje, kreganje doma, izgubi službo. In kaj se zgodi? Do teh 95% cirka, ki gredo na sodstvo, v sodni postopek, 55% pridejo oproščeni. To je treba, 55% ljudi, ki so imeli pokvarjeno življenje, to ne gre. In to zakaj? Ker to priznajo sami sodniki za preiskovalne, pravijo sami, oziroma javni tožilci pravijo, to so tudi meni rekli, tudi javno, gledajte, je veliko vutkov, eno izmed številni rečejo, mi, ko vstopimo v dvorano, ko je sodnik za preliminarne preiskave, vemo, da so nam naklonjeni. In to, kar se dejansko dogaja. Druga stvar je tudi ta, v Italiji imamo vsako leto približno 1000 oseb, ki so imeli nezakonit pripor. To imamo 1000 oseb, ki so imeli pokvarjeno življenje. To je številka grozna. To ne more biti. Ne more iti skozi, ne da tisti, ki so to povzročili nezakonito, za to ne odgovarjajo. Ne more biti to. 1000 življenj pokvarjenih. To je previsoka številka. Denimo, na 1000 lahko pogreši 10 100, ki je že previsoko. 500 100, denimo, ne more biti 1000. Ne more, to je previsoko. In zakaj žreb ni nevaren? Bom zaključil, ko sem bil že predolg itak. Žreb ni nevaren, ker se ne zbira quisque de populo, katerokoli osebo, enega zdravnika, enega učitelja, poštarja, se zbira sodnike in sodniki, zapomnimo si, so javni funkcionarji, ki so prestali najtežji, najzahtevnejši javni natečaj. Govorimo o visoko kvalificiranih funkcionarjih, ne govorimo o quisque de populo. In ne obstaja nevarnost, za kar se tiče disciplinskega sveta, bodo samo kasacijski sodniki in to bo hierarhija. Hierarhije ni, ne more biti, ne predvideva ustava in bomo imeli samo najvišje kvalificirane sodnike, ki bodo o tem odločali. In dobro, bilo še veliko stvari za povedati, ampak bom zaključil to. Toliko za imeti malo jasne... še to bo rekel, ker je zelo važno, zelo kratko. V sedaj 2 ločenih višjih sodnih svetih in v novem disciplinskem organizmu na srečo bodo vedno sodniki, ki bodo sami odločali o usodi drugih sodnikov. Ker bodo imeli v obeh 2 višjih sodnih svetih vedno 2/3 večino, kvalificirano večino, bodo oni odločili, laični predstavniki, ne bodo odločili ničesar. In isto velja za disciplinski svet, ker tam bo celo 3/5 sedaj, če se ne motim. Torej, ni te nevarnosti in ni niti nevarnosti, da javni tožilci bi postali podrejeni tej ali oni vladi, ki se vrsti, ker tega ustava sploh ne dopušča. Torej, objektivno ne dopušča, absolutno ne dopušča. Bilo treba spremeniti ustavo in takrat mislim, da
3/4 Italije bi ustalo proti temu, ker potem jaz bi bilo zaskrbljujoče. Tega sedaj ustava na srečo ne dopušča. Še to bom rekel, italijanski javni tožilci so edini v Evropi, ki niso podrejeni vladni oblasti. Torej, hočem reči, večjo neodvisnost kot tako je težko si misliti. Ne? Oprostite, če sem bil malo dolg, ampak se mi je zdelo korektno poudariti nekatere točke, elemente, ki so ključnega pomena za to, da nam je slika bolj jasna. Hvala. Statistično država prejme vsako leto 1200 zahtevkov za plačilo odškodnine zaradi neupravičenega pripora. 1200. Izplača tudi odškodnine in kar se tiče pa prav napak velikanskih, errori giudiziari con revisione condanna, kot se temu reče, tukaj pa čisto slučajno, se ne ve kako, je 0,1%. Te pa ne pridejo nikoli do konca. Ne? Ta ingiusta detenzione, praviš ti, to se nanaša, kar jaz vem, v glavnem na custodija cautelari. Zato, ker kdor je obsojen za dokončno sodbo, razen če ni revizije, potem proti dokončni sodbi, tam ni mogoče. To se pravi, se nanaša na misure cautelari, se pravi na predhodni pripor. Ki se ga včasih preveč zlahka dodeljuje, to je res, ampak ki je en provizoričen ukrep. Vsekakor tudi v tem primeru je možnost, da sodnik, ki je to odredil, odgovarja, če je in kolpa grave in dolo. Ne vem, če se je kdaj zgodilo, tega ne vem. Točno tako, ker percentualno teh, ki odgovarja, je 0,1%. To je v bistvu nula, nobeden. To je dejstvo. Recimo, da se bo to spremenilo s tem sistemom, ne vem, zakaj bi se to spremenilo s ločitvijo duhov. Zato, ker bojo podvrženi čisto drugim organom, bo imel vsak svojega, ne boš mogel mešati, ne bo interesa, ne bo zaradi tega. Hvala. Ne mora biti drugače. Dobro, še kdo iz publike? Ja, mislim, da bi bilo treba še par stvari pojasniti, poleg tega, kar so kolegi do tukaj rekli. Ne. Najprej o tej sestavi Višjega sodnega sveta in kaj je delal do danes. Kaj je bil škandal Palamara? Škandal Palamara je nastal, je izbruhnil potem, ko so Palamari, ki je bil tožilec in nekaj časa tudi predsednik, član Višjega sodnega sveta, je bil pa 11 let predsednik privatnega združenja sodnikov, Associazione Nazionale Magistrati. Associazione Nazionale Magistrati, privatno združenje sodnikov, v katerem delujejo te struje, o kateri smo govorili, predlaga kandidate za Višji sodni svet, Consiglio Supremo Magistratura. In jih seveda promovira znotraj svojih članov, ki potem glasujejo člane Vrhovnega Consiglio Superiore della Magistratura. Kaj je problem? Da v Consiglio Superiore della Magistratura delovanje tega organa, ki, kot je bilo povedano, odloča o tem, kam bo šel posamezni sodnik opravljati neko funkcijo, če bo nekdo šel v Palermo za tožilca, ali bo šel za predsednika sodišča v Firence, ali bo šel v Rim. In odloča o napredovanjih sodnikov. Predvsem pa je bistveno, kaj je politično, v rekovajih bistveno. Politično je bistveno, kateri tožilec bo vodil neko ključno tožilstvo. Ključno tožilstvo v Italiji je tožilstvo v Rimu, ker se glavne preiskave, ki imajo neko politično relevanco, opravljajo seveda se strani tožilstva v Rimu. In zato, kot so sami govorili po teh prisluhih temu Palamara, la procura di Roma vale due ministeri politično. In to je bistvo. Kdo bo imel tožilstvo v Napoli, kdo bo imel tožilstvo v Palermu, kdo bo imel tožilstvo v Firence, kjer se nekaj dogaja, kjer je doma Renzi, kdo bo imel tožilstvo v Milanu, kjer se glavne gospodarske zadeve dogajajo.
O tem in je bil Berlusconi, o tem odloča višje Consiglio Superiore della Magistratura. In kaj se je zgodilo? V čem je nastal problem? Da namesto, da bi odločali po, bi rekel, po sposobnostih posameznih sodnikov in tožilcev, da bi rekli, v Palermo bo šel ta, ker je zelo sposoben pri protimafijskih preiskavah, ali v Rim bo šel ta, ker je zelo sposoben pri preiskavah v zvezi z javno upravo, so si delili med njimi, med strujami, posamezna mesta. Magistratura demokratika, ki je največja levičarska struja, je dobila največ mest in je rekla, mi gremo v Rim, vi dobite Firence, ta uni dobi Palermo in četrti dobi Trst, ki je velja malo. Zato je šlo. In so sami sodniki in tožilci postali žrtev tega sistema. Ker en sposoben sodnik ni prišel nikamor, če ni bil v tej struji in ga ni njegova struja pokrivala in predlagala nekam. In da to ni bil fenomen tako sporadičen, priča dejstvo, da v teh, jaz sem si tudi nekatere stvari prebral v tem času referendumski in nekaj podatkov poiskal. V teh pogovorih, SMS sporočili, ki so jih našli s tem sistemom Trojan v telefonu od Palamare, 60,000 strani je, da je teh prisluhov, predstavljate si, je 700 sodnikov in tožilcev se z njim pogovarjalo in ga spraševalo, daj me sem, daj me tja, sej sem v vaši struji, unije, pusti ga ven in tako naprej. 700 sodnikov. In kot je povedal prej samo, sodniki zdaj govorijo, da so to vse počistili, ker so vrgli ven Palamaro. Niso počistili nič. Palamaro so vrgli ven še 2 in konec. Vseh ostalih 700 je še vedno tam. Ma zakaj so lahko to naredili? Ker je bil vodja, glavni tožilec pri Vrhovnem sodišču, kasacijskem sodišču, ki je on vodi disciplinski pregon zoper sodnike v disciplinskih postopkih, je izdal edikt. Edikt, on. Sodnik je izdal edikt, zakon, kjer je rekel, kaznivo, disciplinsko je samo tisto početje, ko nek sodnik se promovira pri Palamari ali pri komerkoli, če slabo govori o konkurentu. Če ne govori slabo o konkurentu, je to v redu. In s tem je vseh 700 ostalo zunaj disciplinskih postopkov. To je bil problem. Ta bi rekel, organ državni, ki je najvišji organ uprave sodstva, je postal totalno gnil, ker so si ga prilastile politične struje posameznih sodnikov, ki niso, tako da organ ni več odločil na podlagi merito, sposobnosti sodnikov, ampak je odločil na podlagi pripadnosti posameznega sodnika in tožilca tej ali drugi struji. In te struje so si med sabo delili tako, sta slabšim sistema klientelaren sistema Cencelli, kot je imela še stara krščanska demokracija, so si potem delili mesta. In vsaka politika, ki je poskušala kakorkoli to stvar spremeniti, ker je postalo tako grozljivo očitno, da je bilo nesramno, je dobila seveda protinapad sodniških organizacij, Asociazione Nazionale Magistrati, ki so rekli, to je napad na sodstvo, na neodvisnost sodstva, na nepristranskost sodstva in tako naprej. Vedno isto mineštro. Sami sodniki niso nikoli predlagali neke rešitve, da bi to stvar šli mimo. In niso niti predlagali nobene rešitve, potem, ko je počel ta škandal Palamara in so vsi, od predsednika republike Mattarella, ki je tudi govoril na to temo, sem si marsikaj prebral, do Marka Travaglja, ki je zagovarjal vehementno žreb, Marko Travaglio, ki danes piše točno obratno, do Debore Serracchiani, ki je v predlogu v resoluciji, kongresni resoluciji leta 2019, ko je bil kandidat Martina, so govorili o separazione delle carriere in tako naprej in tako naprej. Gratteri, ki je danes frontman, glavni bi rekel, tisti, ki je glavni promotor od gibanja za ne, on je govoril o tem, je govoril proti temu načinu delitve, bi rekel, karier in je rekel tudi, da je to mafijski način, celo je izjavil. In to je govoril, dokler ga niso tudi njega dali v ČSM, potem je bilo konec, potem je bil v redu.
oziroma je dobil tisto ta pravo mesto, kamor je hotel iti. Ne? Zato, lejte, to niso, jaz mislim, da ta referendum je levica v bistvu v Italiji je poskušala to reči, spolitizirati in reči, da je to referendum, to je projekt od desnice. Seveda, desna sredina se je predstavila na volitvah in je rekla v svojem volilnem programu, da bodo realizirali ločitev karier. To so povedali in so zmagali volitve. Potem je ta stvar šla, je bil predlog narejen se strani vlade, zakonski osnutek, ampak dajmo biti pošteni. Zadeva je šla v parlament, parlament je odobril 4-krat, 2-krat senat in 2-krat poslanska zbornica. In ker ni bilo dvotretjinske večine, kot je predvideno po ustavi, smo sedaj državljani poklicani, da o tem odločamo. In tukaj se mi zdi ključni problem. Drugi problem, po mojem, je, tako nekateri relativizirajo. Meni ne paše, da ko grem na sodišče, se tožilc in sodnik tikata, gresta pit kavo skupaj, jaz uni dan smo bili v Gorici, tam pred bar Municipio, je prišlo 7 goriških sodnikov in tožilcev na kosilo, skupaj 3 tožilci in 4 sodniki. Jaz ne grem na kosilo s sodnikom, nikoli, niti na kafe ne grem, ker je to nespodobno. Nespodobno. In zato morajo biti karijere ločene. In kaj je problem tega, ki smo rekli, da ta stvar ne bo vplivala na za državljane, da ne bo imela nekega učinka. Jaz mislim, da bo imelo učinek. Zakaj? Prej so bile navedene številke, v koliko odstotkih sodniki za preliminarno obravnavo, GIP oziroma GUP, predlog tožilstva za napotitev na sojenje zavrnejo in koliko odobrijo. 90% v primeru odobrijo. Se pravi, da mi tisto, ta preliminarna obravnava, ki bi morala biti, bi rekel, pravi filter presoje, če to, kar je tožilc prinesel na mizo sodniku, ima neko možnost za obsodbo ali so to larifari argumenti. In sodniki to sistematično pošiljajo naprej. Ma zakaj pošiljajo naprej? Zato, ker so kolegi od tistega, ki je prinesel, tožilc delal 2 leti na neki preiskavi, ni našel več kot toliko, prije tja, prinesem, reče bom in tato gremo na sojenje, pol bomo videli. In polovica, ja seveda, ker če ima toliko zavrnjenih tožilc, zavrnjenih ustavljenih postopkov, seveda njegova karijera ne napreduje. In potem, kaj se zgodi, da, kot je povedal kolega, več kot 50% procesov je oprostilka. Ma ta cajt, ne želim nobenemu od vas, ma poznam primere, tudi moje, kjer so bile uničeni ljudje, ki so imeli 5, 10, 15 let kazenske postopke. Fulvija, se spominjaš? Oprosti, da te citiram. Ne? Torej, zato morajo biti ločeni, tudi ker je v ustavi zapisano, ta koncept giusto processo, o katerem je govoril prej Andrej, pravi prav to, da je sodnik terco e imparciale, se pravi, da je neodvisen in nepristranski glede na obe stranki, ki je na eni sodnik, je na eni strani odvetnik, na drugi strani je tožilec. In zato gre po mojem tukaj. Zato gre. Zdaj, preberte si govor od Mattarelle, dobite na internetu, takoj enkrat tam po izbruhu te afere, ko je rekel, da ta CSM je pravzaprav skrbi še samo za delitev mest, da si prodaja in podaja ta mesta in s tem hoče vplivati na dogajanje. In preiskave nekatere klamorozne politične, ki so se začele in končale tako, kot so se začele, ampak so uničile politične kariere cele vrste ljudi, so stale brez odziva. In še nekaj glede disciplinski. Poglejte si številke. Mi jih imamo, beremo statistike, ker nam pošiljajo naša zbornica. Disciplinski postopki sodnikov danes, 1500 nekaj takih na leto, se 1450 končajo z ustavitvijo postopka. In ta postopek, pazite, je tajen. Se pravi, če jaz prijavim disciplinsko nekega sodnika,
Ta postopek bodo nekaj preiskovali in potem bojo v 99% primerov postopek ustavili s sklepom, ki je tajen. Jaz, ki sem stranka v tem postopku, ne smem niti prebrati, zakaj in pod kakšnimi pogoji so to ustavili. Se vam zdi normalno? Se vam zdi normalno, da sodniki, zakaj reče, da sodniki ne odgovarjajo nikoli? Pustimo odškodninsko odgovornost. Disciplinsko niti ne odgovarjajo. Ker se krijejo eden druga. Ma zakaj se krijejo? Ker je vedno tisti višji sodni svet, ki je sestavljen iz struj, enkrat pokrijemo našega, drugič pokrijemo vašega, mi smo zadnjič pokrili vašega in zdaj boste vi pokrili našega. In to gre enostavno naprej. In temu je treba narediti konec. Žal, ni lepo za zgleda, ampak edini način, da se pretrga ta smrtonosni objem struj sodnikov, ki so si prisvojile višji sodni svet in ga totalno izvotlile njegovega prvotnega pomena, bodi si pri imenovanjih sodnikov, kakor pri disciplini, je, da se pač izbere žrebom njegove člane. In s tem se pretrga ta smrtonosna povezava. Hvala. Še tako ena končna misel. Mene recimo iz pravnega vidika me najbolj moti pri tem referendumu, da so ga spolitizirali. Ne, da so ga politizirali. Ne. Je postojen političen referendum. In to je zgrešeno. Zato, ker referendum je važen, referendum bo vplival na vse nas, na podlagi pač tega, kar se bo zgodilo. Jaz spoštujem Andreja zaradi tega, ker je tukaj, je predstavil na njegovo vizijo in ni nič političnega v tem, je pač prepričan v to in kapa dol. Kapa dol tudi stranki slovenske skupnosti, ki se ni odločila, je rekla, ta je referendum, vsak bo glasoval, kot se povesti, kot bo vedel. Kapa dol zaradi tega, ker ti pusti prosto roko. Meni tukaj gre blazno na živce, da je Levica politizirala ta referendum. In to je škoda. In med drugim, zakaj mi je tudi težko? Zaradi tega, ker je Levica tista, ki bi mogla biti za. Ker je zmeri zagovarjala za. Če gledate celo zakonske predloge, ki so jih predstavili, da lema svoj čas za ČSM in tako dalje. In ker je pač prišlo z desnice, morajo oni biti proti. In da je to politični referendum, so tudi javno izjavili, ma vsaj molči, ker na ta način res izničiš ta instrumentalni demokratski sistem, proces, ki je referendum. Zaradi tega, ker Bonaccini je izjavil to javno dva tedna nazaj, časnikarjem, Franceschini je to izjavil 2 dni nazaj v parlamentu. Mi bi bili za, ampak to je referendum proti desnici, ker je ona predložila ta referendum in mi moramo biti proti temu, če tudi pol posledic ne bo. To mene zelo moti iz pravnega vidika. In mi je težko, ker ni prav. Absolutno ni prav. Še kaj ti, ali pa damo še besedo, še kdo od publike, ki bi rad... Tisti ostane.
Hvala. Odgovorim na vprašanje, če lahko v imenu tajnice in tukaj deželne tajnice in deželnega predsednika. Slovenska skupnost daje prosto vsakemu naj se odloči, kot hoče in kot more in kot se je pač pozanimal in kar on misli, da je pametno. Jaz mislim samo dve hitri ugotovitvi, ker govorim kot laik, kot znani, ki imamo tukaj in odvetnikov, ki je tukaj daleč, da bi se spuščal v ena poglabljanja in tako naprej. Seveda, kakšen dvom mi pride, kako bo sestavljen ta višji sodni svet, kjer bojo nekateri žrebani iz cele Italije, nekateri bojo žrebani med profesorji, akademiki in tistimi, ki res obvladajo situacijo. Ampak pustimo to stvar ob strani. Tisto, ki me bega mene, je, da se spreminja ustava, ki ni šla skozi parlament z dvotretjinsko večino. Torej, že to je zelo vprašljivo, posebno na eni taki delikatni stvari, ker se bo politika, hočeš nočeš, vmešavala v sodstvo. To je ena ugotovitev. Druga ugotovitev, morda malo bolj tako ležerna, pa je to, se nanašam na besede, ki je rekel odvetnik Bardon tako na začetku, italijanska upamo, da bo ta reforma rešila te probleme, ki imajo zdaj sodstvo, sodniki in vse to skupaj. Tretja ugotovitev je, da mislim, vsi tisti, in sem zelo vesel, da je toliko ljudi danes večer tukaj in da tudi na ostalih srečanjih je bilo kar nekaj publike, ampak mislim, da večina tistih, ki bo šli v nedeljo in ponedeljek na referendum, sploh ne vejo, o čem se govori in kaj to pomeni in kaj potem to lahko vpliva na našo državo. Hvala. Lahko še neki, zelo na hitro, ma ne se skandalizirati, ma pol da me ne bo kakšen biču, ma ne, smo samo med našimi tu, ne. Recimo, zdaj bi lahko videli, srečaš na poti eno gospo, recimo tako 4 otroki, vsa pokrita, ni žab, ne vidi niti ven, in če vprašaš, ti kaj boš volila? Jaz sem proti, zaradi tega, ker če ne pride do vpliva in tako dalje, zaradi neodvisnosti sodstva in tako dalje. In vi mislite, da ta ima kaj pojma? Ena druga reč, ki mi zveni zelo slabo, ne, je, da si šel angažirati za ta referendum proti celo islamsko skupnost. Preberite, kaj bo volila islamska skupnost. Če bo za, ali bo proti. Ja, bomba, meni to a questo punto, allora zdaj moram replicirati, logično, seveda. Ma insomma, mafija je rekla, da bo volila, framasoni, in razni, glede, ma, bom. Ma tudi jaz nisem musliman, ne trpim, scusa, allora che c'entrira, però jaz ne govorim o tem, sem hotel reči, glede disciplinska, samo moment, tehnično, ne, ena stvar je seveda, so procesi kazenski, ker so bile, ma tudi civilni, ker tudi dolgi frizi, so dolgovezne stvari, pa smo stali. Ma recimo, mi znamo dobro, da ko vodiš en postopek kazenski ali civilni, imaš eno procesualno resnico ali pa stanje, ki ni naravno stanje. In ta procesualna resnica jo interpretirajo sodniki ali javni tožilci po svoje, vsak po svoje. To ni disciplinski prekršek sodnika. Tisto, kar smo govorili prej, kar si ti omenil o disciplinskih prekrških, tisto je, en sodnik pride, mi da eno brco, recimo, to je disciplinski prekršek. Ali pa ja, to recimo bi lahko, recimo, druga stvar je, sodnik v prvi stopnji presodi na en način, na drugi stopnji presodi na drugi, to ni disciplinsko, ne. Zdaj, temu se ne bomo mogli nikoli izogniti, temu se ne bomo nikoli izognili, ne. In jaz tudi eno stvar bi hotel reči, zdaj tle, da je bilo politizirano, seveda,
Ma kadar Meloni mi pravi Garlasco, i bambini nel bosco, kaj tisto ni politizirano. Ma tisto je svinsko, scusa. Ne? Kakšna stvar, kaj pomeni tisto? Ne pomeni nič. Ne? Zdaj je res, da so se spreminjala stališča. Ma jaz hočem reči, mimo vsega tega, kar je vsakodnevna kregarija, sodstvo se bo ali se ne bo ošibilo? Po mojem se bo ošibilo. Sodstvo, ki ni idilično, ki ima polno napak, ki ima polno problemov in tako dalje. Se bo ali se ne bo ošibilo? Namesto enega organizma, ki je comunque di autogoverno, ne? Je comunque di... Ma ja, va bene, ma je. Če ne bojo struje, va bene, ma in kaj bomo imeli zdaj? Tri razne, tri neodvisne imeli vedno svoje prepričanje, bodo imeli vedno svoje preference, bodo imeli vedno tistega svojega kandidata, ki ga bodo preferirali nasproti drugemu, oprosti, kar poznamo življenje, mislim, da bo tako. Ne? Zato jaz, per amor de Dio, potem vsi skušamo delati, da bo čim boljše. Potem samo, jaz si ne pričakujem, da se bo dosti izboljšal kazenski postopek, ker govorimo o kazenskem postopku, ne o civilni itak. Ne, jaz si ne pričakujem, da bodo pravičnejše sodbe, da bodo krajši postopki, da bodo boljši javni tožilci. In mene ne moti, če grejo skupaj na kosilo. Ma beata allora da grejo, zato ker vsaj se malo pogovarjajo. In potem ne bodo šli nikoli več niti na kavo. Ne vem, jaz ne vem, če je ta pravi problem, potem se morda se motim. Fulja Premolin, deželna tajnica Prosim. Slovenske skupnosti, ki je pobudnica tega večera, recimo. Ja. Jaz bi se najprej zahvalila obema odvetnikoma, nocojšnjima razpravljalcema, ker mislim, da sta nam nudila tak razpon informacij, da tisti, ki, ko bo treba iti na volišče, v tistem trenutku, ko bomo razmišljali kaj in kako, ne, bo treba res presneto razmisliti, ne, kaj je boljše in kaj ne. Mislim, da smo pač dobili eno celo kopico teh informacij in seveda bi se zahvalila tudi Davidu Grinoveru, ki je lepo moderiral nocojšnji večer, ampak mislim, da smo že dosti slišali in dosti povedali, tudi da smo imeli več odvetnikov, tudi med publiko in zdaj je čas, da zaključimo ta večer in da se ustavimo še en trenutek. Peter, si hotel še ti kaj povedati? Ne, bi pa še izrabila ta trenutek, ko imam mikrofon, da vas vabim, da se ustavite še en trenutek po nocojšnjem večeru, tako da še malo se pomenimo, še malo si izmenjamo mnenje in da skušamo priti čim več recimo do enega zaključka, ker res mi vas kot stranka vabimo, da razmislite in da se odločite pač povesti. Samo res na kratko, Peter, ker je vse pripravljeno in tudi gospod tam, oba, par besed, Društva Šček se upravičuje, ampak je zbolela in tako da ni danes prisotna tu med nami. Torej, zelo grem malo na drugačno področje. Lahko rečemo, kot je bilo rečeno zdaj proti koncu, da tudi po moji oceni žreb ne bo rešil problema, ker tudi med žrebanimi lahko imate skorumpirance, tudi med žrebanimi lahko imate ljudi, ki so bližji enemu kot drugemu. Zato jaz ne vem, če bo to prava rešitev. Po mojem, ta referendum ne bo rešil problemov, ki si jih želijo postaviti. Zakaj torej ta sprememba ustave? Ločitev dveh karier, tožilca in sodnika, nastane v programu Berlusconijeve vlade. In jo dobimo celo v
predlogu za medparlamentarno komisijo, ki jo vodi D'Alema, tudi ločitev dveh torej, skupin in celo ločitev dveh višjih sodnih svetov. Tistemu predlogu je Berlusconi umaknil podporo in zato se je komisija sesula. Ne me vprašati, zakaj eden nekaj predlaga in potem umakne podporo tistemu, ki predlaga enako, verjetno je bilo kaj ideološkega, ni hotel, da bi zmagal D'Alema in zato mu je umaknil podporo. Ma kje se še vse to rodi prej? Ker jaz se sprašujem, zakaj, kam spada ta sprememba. Ta spremembo jaz jo ne vidim izolirano. Ta sprememba je en del sprememb, ki so bile napovedane strani te večine v parlamentu. Sprememba volilnega zakona z večinsko nagrado in brez izvoljenih po z uninominalnim sistemom. Gre skupaj z izvolitvijo predsednika vlade, premieratom, kar odvzame nalogo in funkcije predsedniku republike. Itak danes, vsi vam pa vejo statistike, da parlament lastnih pobud skoraj nima, parlament odobrava samo zakonske osnutke, ki jih daje vlada. Včasih tudi brez diskusije. Se pravi, da je en širši kontekst. In če iščemo, odkot izhajajo vsi ti konteksti, sem pač nostalgik, mi je všeč prebirati stare stvari. Sem šel v 80. leta in sem dobil pač, ki je prvič omenjena ločitev karier in tudi organov, ki odločajo o sodstvu. V načrtu, ki ga je pripravil Ličo Gelli. Dobesedno napisano. Tisto, kar je šlo danes v spremembo ustave, je dobesedno napisano v piano di rinascita. Vemo, da je bil v isti loži tudi Berlusconi svoj čas, ker so to pač dokazali, dokumente, je bila komisija preiskovalna in tako naprej. V istem načrtu je tudi sprememba vlade, je tudi sprememba parlamenta z zmanjšanjem števila parlamentarcev, skoraj do številke so prišli danes. Je spet sprememba volilnega sistema. Torej, si niso zmisleni tisti, ki so danes na vladi. Jasno, da prihaja nekje od drugje. Tudi ker, če poslušamo, smo rekli, marsikdo je kaj rekel, če poslušamo samo, kar je rekel minister Nordio. Minister Nordio je eden od tistih, ki je prešel iz ene funkcije v drugo. Zdaj proti. On je tudi izjavil, ja, bomo odvzeli policijo tožilcu, jo bomo dali pod vlado in tožilc preslej bo prišel kot druga država v Evropi pod nadzor. Si delajo propagando proti sami sebi. Vabbè, pustimo stati. Tako da jaz ne zaupam temu. Ne zaupam, ker vidim en načrt, ki je čuden, ki izhaja iz zelo čudnih virov in ki ni usmerjen v neko iskanje dobrobiti družbe, ampak v iskanje določenih interesov, ki niso niti interesi programa parlamentarne večine, ampak nastanejo po potrebi tu in tam. Evo, tudi na to verjetno se treba pomisliti trenutek, ko gremo na volišče, če je to nek izoliran pojav ali če je to stvar enega širšega načrta, ki ima bolj širokopotezne rezultate. Hvala, Dojtnik Močik. Še Marko Bukovec, zadnji in potem zaključimo. Ben, najprej hvala za lep, izčrpen večer. Da je ta reforma prepotrebna, vejo vsi. V
prvi vrsti Velevica, ki jo je zagovarjala od Daleme in tako naprej. Jo še nekateri zagovarjajo, so javno rekli, bomo volili za, je letelo na nje ogromnih kritik in tako dalje. Bo nekaj pomenilo, ne, če na 27 držav, kot si ti povedal, 21 imajo ta sistem. Ne. Bo nekaj to. Ne. Drugič, zadeva žrebanja. Kaj to pomeni žrebanje? To ni ena loterija. Ne. Že stari Grki najboljša oblika demokracije. To se žreba med profesionalci, ne med, ne. Buharič je bilo tako. Če tisti, ki pridejo žrebani, se smatra, da eni so bolj pridni, drugi manj, ne vem jaz, si lahko denemo samo roko v lase. Ne. Zadeva je predvsem v tem, kot je rekel prej, ne. V Italiji rečejo, ne, giudice terzo, kaj to pomeni? Na eni strani je odvetnik obtoženec, na drugi strani je javni tožilec. Sodnik mora biti ne nepristranski, več kot nepristranski. Ne sme niti pozdraviti javnega tožilca. Ne. Če hočemo, da bo njegova sodba pravična in pravilna. Ne. Potem, seveda, reforma se lahko zboljša, bo imela svoje pomanjkljivosti. Nekdo je rekel, ja, je slabo, da je bila izvoljena z glasov večine. Moment, opozicija je 2 leti zavračala vsakokoli obliko pogajanja, debatiranja. Ker je vedela, da bo imela potem izredno orožje v rokah, ki ga danes po manj slabo upravlja. Dejansko Levica danes je še enkrat pokazala svoj obraz. Kateri je ta obraz? Ne? Da, kadar vidi, da ima v neki stvari svojo korist, ne, dejansko pozabi na vse svoje principe, gre mimo vsega, potepta vse, ker smatra, da v tistem momentu bo tega nekaj imel. Je to nekaj izredno slabega. Prvič dokaže, da nima nobenega smisla za državnost, kot se temu reče. Italijani rečejo, ne, senso dello Stato, in se kandidira, da bi potem vladala celo. Ne. Se pravi, da nekje same svoje principe ne zanika. In potem si lahko predstavljamo iz tega, kaj pride. In da zaključim, to mora biti tudi nam, Slovencem, tukaj malo v pouk. Ne, Levica je tista, ki nas podpira, ne v besedah. Naši prijatelji, zakaj to? Ker imajo na korist, konec koncev, rabijo naše glasove. V tistem momentu, ko bi videli, da jih nimajo več ali da so nepomembni, pozabijo na nas od danes na jutri. Kot so zmeraj pozabili na vse svoje principe, kadar mi je to pašalo. Zato, če smo nekaj dobili strani liberalnih, demokratičnih in tako dalje, desničarskih strank, nam niso dali, bodite gotovi za to, kar računajo, da bodo dobili naših 1500 glasov, 3000, 5000, ne, ker so resnični demokrati. Če so nekaj dali, pomeni, da v tisto verjamejo. Marko. Kakorkoli je, če smo od njih. Ja. Marko, Dobro je. To vam ponavlja, zato dajmo imeti to stvar pred očmi. Če nekaj za nas naredijo, ker uvidevajo, da imajo v trenutku, ko ne bodo imeli. Smo šli malo ven z tematike. Ja. Jaz bi zaključil večer, bi se zahvalil vsem prisotnim, bi se zahvalil tudi fantom iz Podgrmade, ki so nas gostili v tem lepem sedežu, in hvala za gostoljubnost. Se zahvalim vsem dvema odvetnikoma, kot je že prej Fulvija tudi, in vsem prisotnim, in vas vabim, da se ostavite še moment z nami, ker smo pripravili tudi majhen prigrizek in tako, da se malo še poklepetamo in zmenjamo mnenja.